Na slajdu se je nabralo nekaj vprašanj, pa jih bom skušal takoj združiti. In sicer takole. Je trstika primeren material za kritje streh v Prekmurju? Kje in kako ste pridobili znanja gradnje s konopljo? In pa ali bi lahko rekli, da je gradnja s konopljo vitka gradnja, ki varuje naravne vire in preprečuje nastajanje gradbenih odpadkov? Deluje, ja. Hvala za vprašanje. No, najprej za trstiko smo se odločili zato, ker ima 10 let daljšo življenjsko dobo kot slama. Je drugače slama bila prvoten material kritine v Prekmurju, zdaj pa pač za trstiko smo se odločili tudi zato, ker slame ni za dobiti v praksi. Tako da je pa podobna funkcija. Tudi izvajalec je v bistvu enak, ima pa tudi poleg tega, da je naravni material, izolativno funkcijo. Zdaj drugo vprašanje je pa bilo glede pridobivanje znanja o gradnji s konopljo. Ja, mi smo se tega lotili bolj, kako ne rečem, amatersko, zato ker je bila želja povezati preteklost gradnje z prihodnostjo in smo pač na začetku poiskali vse možne razpoložljiva znanja in ljudi, ki so se takrat pred 6-5 leti že s konopljo ukvarjali. No, kasneje sva se s Primožem spoznala, ki je že tudi istočasno delal in raziskoval gradnje s konopljo. Tako da prva hiša, ki se je gradila, se je delala na pol ročno, moram reči. Mi smo takrat opažili, tako je Primož prej rekel, z USB ploščami, ki smo jih kasneje potem sneli in ostal je potem konopljin beton. Tako da glede tega smo nekako ponosni, ker jaz rada rečem, s to hišo lahko pognojimo njivo, ko se podere, ne? In tako ne ustvarimo 30% gradbenih odpadkov, ki zelo obremenjujejo svet dan danes. Odlično, to je tudi odgovor na zadnje vprašanje o vitki gradnji. Za stanovanjski sklad sta prišli dve vprašanji. Kakšen je odnos sklada do stanovanjskih zadrug, ki predstavljajo eno bolj trajnostnih oblik sobivanja? In pa drugo vprašanje, v kakšni fazi je projekt javne najemne službe? Kdaj bo prestopil meje Ljubljane? Ali bo že delalo. Najprej še z moje strani hvala za povabilo na današnji dogodek. Kar se tiče stanovanjskih zadrug, je zadeva taka, da resolucija je namenila tej obliki, ki je v svetu, v Evropi že zelo dolgotrajno zgodovino, ampak resolucija je namenila že 2015. leta v bistvu samo kot neko alternativno obliko. Dejansko jo ni opredelila kot enega od pilotnih projektov oziroma v akcijskem načrtu. To se seveda, jaz mislim, pozna najbolje v zakonodaji, ki do današnjega dne še ni prilagojena do take mere, pripravljena, da bi dejansko to lahko živelo. Poskusi so bili, tudi naš sklad je sodeloval v teh poskusih, tudi delovni skupini smo sodelovali, dali od sebe, kar je bilo pač mogoče. In mislim, da je zdaj čas po vseh letih in priložnost, da pride do uveljavitve tudi na tem področju, do zakonodaje, do sprememb. Mislim, da je pripravljenost tokrat res na najvišjem nivoju. Lahko vidimo, da tudi v koalicijski pogodbi je to kot ena od oblik omenjeno. Moram reči, da mi smo skozi v povezavah in v bistvu ta znanja povezujemo. Ravno pred kratkim je bila tudi konferenca, regionalna konferenca v Podgorici, kjer smo sodelovali, predstavili mi svoje izkušnje, hkrati pa pridobili tudi izkušnje, kako imajo drugje začetke oziroma kje so že uveljavljene prakse. Tako da naš sklad absolutno meni, da tukaj je prihodnost v tem, je ena od oblik zagotavljanja in absolutno smo pripravljeni tukaj vložiti tudi svoj delež. Imamo znanje, imamo kolege, ki so visoko strokovno usposobljeni na tem področju in jaz mislim, da bomo lahko tudi, če bo priprava zakonodaje, dali tudi mi svoj input. Vsekakor je pa drugi tak izziven projekt pa javna najemna služba.
V letu 2021 je prišlo do spremembe stanovanjske zakonodaje in v bistvu model, ki smo ga mi prej analizirali, seveda strokovnjaki zunanji so pripravili tudi analizo, kaj bi bil najbolj učinkovit model javne najemne službe, ni bil prenesen v zakonodajo v letu 2021. Novela je sicer prenesla javno najemno službo kot v bistvu institut. Uredba je bila sprejeta šele konec decembra in s 1. januarjem letošnjega leta smo začeli izvajati po uzakonjeni varianti tega ukrepa, ki pa moram reči, da je po podatkih do današnjega dne pokazala pomanjkljivosti. In sicer v bistvu težko pariramo ostalim potrebam na najemnem trgu. Morate vedeti, da je recimo sploh tam, kjer so potrebe najhujše, govorimo o glavnem mestu, govorimo o obali, tam sklad za najemnino, ki jo lahko ponudi najemodajalcem, ne more parirati. Drugo je, da mora biti seveda stanovanja primerna za oddajo v najem. Zelo veliko posameznikov, ki so zainteresirani, nima pridobljenih dovoljenj, nima pridobljenih energetskih izkaznic, bi želelo, da nekdo drug izvede vzdrževalna dela, da nekdo drug renovira. In v bistvu zakonodaja na tem področju zelo omejujoča. Tako da izkušnje, mi smo 31. januarja objavili poziv najemodajalcem, da lahko se prijavijo, odprt je stalno, je odprt razpis, tako da če ima kdo kakšen tak interes, ne odda ponudbo, vse se da oddati v elektronski obliki. Moram povedati, da nobena ponudba, ne razmišljajo ljudje v tem smislu, ponudba je neumna ali pa brez veze oddajati, stroškov ni. Jaz mislim, da je dobro, da ljudje preizkusijo. Tisti, ki imajo stanovanja, želijo oddati, da preizkusijo ali se uvrstijo, ker tudi vsaka izkušnja, zakaj mi določenih stanovanj ne moramo sprejeti, je dobrodošla, ker se to spremljamo, ker upamo, da se bo transponiralo v neko izboljšavo v zakonodaji. Tako da bomo tudi aktivno pristopili tudi zdajšnjim ministrstvu, da bi podali svoje predloge. Še ena posebnost, ki je bilo vprašanje, če imamo z Ljubljane ponudbe, imamo. Upamo, da bo prišlo tudi do sklenitve pogodbe. Imamo pa tudi že primere, ko so ljudje odstopili, ker preprosto se v najemnini, ki jo mi lahko po zakonu damo, razhajamo. In to je pač tista žalostna zgodba, po vseh naporih z njihove, z naše strani, na koncu ne moramo priti skupaj. Tako da upamo, da bo tukaj prišlo do sprememb. Še ena mogoče posebnost, ki pa je, da zaradi tega, ker pa ni zadosti stanovanj, ki bi se še kvalificirala, tudi potem naprej oddaja v podnajem še ni mogoča. Tako da upamo, da bo trenutno, moram reči, da je 24 ponudb, ki so bile oddane kot ponudbe v celoti popolne, in upamo, da bo v kratkem prišlo do sklenitve prvih pogodb. Tako da držimo pesti, da se kaj izboljša. Začetki so, niso tako spodbudni, kot smo si želeli, ampak mislim, da je tukaj neki potencial, ki ga lahko razvijemo. Hvala, ostajamo optimisti. In še dve vprašanji na temo nacionalnih kazalnikov trajnostne gradnje. Kje so vrzeli implementacije kazalnikov trajnostne gradnje v praksi? In pa vprašanje, kako so vključeni investitorji v razvoj kazalnikov? Se pravi, vrzeli pa investitorji. Zdaj, če začnem z investitorji, mi smo skozi različne oblike posvetovanja s ključnimi deležniki organizirali delavnice tako z zainteresiranimi investitorji z javnega in zasebnega sektorja. V začetku seveda je bil ta odziv še dokaj skromen, sicer pa moram reči, da periodično tako na javnih dogodkih, ob kakšnih recimo konferencah in tudi zdaj pri teh strokovnih dogodkih kontaktiramo investitorje, obveščamo tudi preko medijev o napredku v projektu in mislim, da v vsaki objavi, ki jo imamo, je vsekakor tudi povabilo
k vključitvi na našo spletno platformo, tako da bomo prav veseli povratne informacije ali pa kakršnega koli interesa strani investitorjev za pridobivanje več informacij za vključitev v ta projekt. Kar se pa tiče vrzeli pri kazalnikih trajnostnih gradnje, pri njihovem umeščanju v slovensko okolje, pa seveda nekaj sem že v predstavitvi teh vrzeli omenila, ampak recimo zdaj, če govorimo o danes najbolj izpostavljenem kazalniku ogljičnega odtisa stavbe, če ga želimo računsko ovrednotiti, to se pravi gledano na celoten življenjski cikel, moramo ovrednotiti tako to je vgrajene emisije v gradiva, iz katerih stavba nastaja. Torej, to je pač prvi korak, kot tudi emisije, ki izhajajo iz uporabljenega energenta tekom celotnega življenjskega cikla, s tem, da seveda je pa treba tudi upoštevati, kako je treba stavbo vzdrževati, kar za seboj potegne tudi tekom življenjskega cikla stavbe neke dodatne vgrajene emisije. Če želimo to zračunati, takoj lahko v slovenskem okolju naletimo na zelo pomembno vrzel, in sicer na področju pomanjkanja natančnejših podatkov o ogljičnem odtisu posameznega gradbenega materiala. V študiji, ki jo je Ministrstvo za okolje in prostor v okviru LIFE projekta naredilo, in ste jo tudi, mislim, da vi omenili v svoji prezentaciji, je bilo ugotovljeno, da na slovenskem trgu približno 4% gradbenih proizvodov ima okoljske produktne deklaracije. To seveda je pomembna vrzel, ki jo lahko zapolnimo na način, da uporabljamo panožne podatke ali da uporabljamo generične podatke, s čimer se potem od tiste natančnosti izračuna seveda odmikamo, vendar pa, če mi uporabljamo kazalnike za namen optimizacije zasnove objekta, ki ga razvijamo, bomo verjetno v tej prvi fazi izhajali tudi z uporabo generičnih podatkov. Tako da približno v tej smeri so problemi in v tej smeri tudi iščemo rešitve, zato da bi čim prej lahko, če nič drugega, najprej ta kazalnik ogljični odtis stavbe, ki ga že lahko vidimo v različnih evropskih direktivah kot malo da ne skoraj sprejetega, da bi pripravili teren, da se prične tudi uporabljati v praksi. Hvala lepa. Samo dodam, da je sklad kot javni investitor prijavil projekte v ta strokovni dialog, ki je razpisal MOP za preveritev kazalnikov od faze projektiranja naprej. Hvala lepa. Čas nam je potekel, imamo sicer še dve kratki vprašanji glede gradnje s konopljo, če je možno res v stavku ali dveh. Prvo je tako malce provokativno. Je trajnostno graditi hiše iz lesa, če uvažamo lesene elemente iz tujine? Iz lesa. Konstrukcijskega lesa. Podobno je kot za konopljo, je tudi imamo posajene, precej v Sloveniji, ne? In se delež je prilagodil delni uporabi konoplje, pomeni v namene prehrane in tako naprej. To pomeni, vkolikor ne bomo imeli predelovalne industrije v Sloveniji, tako kot za les, ki ga imamo v izobilju zaenkrat in je z njim treba trajnostno delati, ker ga rabimo na dolgi rok, ker konec koncev od njega imamo kisik. Mislim, da dokler ne bo tako, ja, pol to ni trajnostno, ne? Vkolikor pa bomo začeli upoštevati koncept trajnostne skozi krožno gospodarstvo, pa seveda bo vse trajnostno postane lahko. Odličen odgovor. Mislim, da to tudi zaključi lahko tematsko tale naš sklop, ker to je pravzaprav ta misel, ki jo imamo skozi nekje v zadju. Jaz se lepo zahvaljujem vsem poslušalcem, gledalcem in seveda vsem vam predavateljicam in predavatelju in vas vabim seveda na kratek odmor, potem pa še na zaključno razpravo. Hvala lepa.